Kaj ni rečem? Kako te kličeš? Jaz sem pa. Kako ti misliš, da sem? Kristjan Vreček. Čakaj, daj še enkrat ponov. Kristjan Vreček. Kako to veš? Ker te gledam po telefonu. Petkica. A je to tvoj jogurt? Ne, to ni moj jogurt. To je gospoda. Živjo gledalec ali gledalka, gledaš novo epizodo Testure, nahajam se v Camp Parku Lijak, natančneje v vasi Ozeljan, ki leži v neposredni bližini Nove Gorice v sončni Vipavski dolini. Kemp svojo lego že nasploh ponuja pestro izbiro aktivnosti, lahko se odločite za pohodništvo po Trnovski planoti, lahko se odločite za tedenske polete s padalom, izlete z vlakom do Bohinja, Bleda, celo do Benetk, vedno pa so opcije za dnevne kolesarske izlete in po novem tudi pump track, zaradi tega smo pa danes sklele, a ne? In evo ga, drage dame in gospodje, gre za največji zemeljski pump track v Sloveniji, ki so ga izdelali pri podjetju Bad Crew d.o.o. Poleg krasne rekreacije ponuja tudi zelo napeto dirkanje, ampak to ne tako dirkanje, kot ga poznamo iz klasičnih pump track dirk, kjer se vsak tekmovalec posamično pomeri štoparco. Tle so šli še korak dlje. Kako to kle poteka? Pazi zdaj to. Dva tekmovalca štartata vsak na svojem delu proge, nato pa s križanjem na mostu preideta na drugi del proge in na koncu po opravljeni isti progi, samo v drugačnem zaporedju valjda, spet preideta na štartno ciljno ravnino. In evo, tist, ki pride prvi čez črto, je zmagovalec. A ni to krasna eliminacija? Naslednji izkupa aplavz, prosim. Gospod predsednik, najlepša hvala za vaš dragocen čas. Zelo kratek bom. Najprej me zanima, ste kolesar tudi sam? Ja, kolesarjem, cestno. Cestno kolesarite? In kako vi kot kolesar gledate na takle novozgrajen poligon, kot je tole? No, to je pač nek poseben šport. Tukaj se jaz ne bi ravno hvalil z kakšnimi mojimi kvalitetami, ampak vem pa, da mladim ljudem in športnikom, vi ste športnik v tem, veliko pomeni. To je, se mi zdi, najbolj lepa trasa v Sloveniji. Ja. Jaz sem jo probal, no, kako vam je šlo? Se ne bi važil z občutki. Ampak ja, mislim, da razvija neke kvalitete kolesarna v tem športu, ki jih sicer ne. Cestno kolesarstvo ima svoj draž, to pa tudi nekaj posebnega. Ne? Odlično. Bad Crew Aleksandar Mladovan. Z menoj pa gospodar parka in idejni oče tega projekta, Aleksandar Mladovan. Povejte mi, od kje ste prišli na to idejo? Čisto enostavno. Kot lazy človek iščem variante, kako ponuditi nekaj drugačnega aktivnim ljudem. Sem dobil, da lahko na svojem zemljišču z majhnim prostorom veliko ponudim in tako je prišel do variant gradnje tekmovalnega pump tracka. Kapo dol in zdaj še vprašanje. Kako vi vidite to sceno oziroma ta pump track, da deluje naprej, za v bodoče, v prihodnost? Kam boste vi to pelil? Vsekakor bomo v sozvočju z lokalno skupnostjo oziroma mladimi iz doline oziroma destinacija in ponudili, da bojo tle začeli prvo trenirati, kasneje uspodbuditi jim ta tekmovalni duh, v pump tracku začeli uživati in enostavno razvijati nova športnika v tej panogi, na tej destinaciji. Kapo dol. Pa še na temo vzdrževanja greva.
Jaz sem imel pred kratkim v vasi isto neke take zemeljske drte in vem, koliko je težko vzdrževati to, ker enkrat sonce posije pa zapeče. Kako imate urejen potem to naprej? Kdo bo to skrbel, da bo ta pump-track tako kot zdajle, svež, lep, trd, skrb stal? Ta človek, ki sedaj pred vami in govori, namreč jaz sem lastnik tle, živim 24 ur, diham tlele in ostala dejavnost, ki je, so zato drugi osebi namenjene oziroma vodijo, jaz pa bom se prepustil vzdrževanju tega s pomočjo lokalnih fantov. Aleksandar, kapo dol za ta širok pogled na svet, da niste usmerjeni v en boks in jaz vam želim vse najboljše pri tem projektu in pri vašem parku, ki je zelo lep. Pa hvala za vaš čas. Jaz bi sam še tu izkoristil to možnost, da bi povabil vse mlade in starejše Slovence kot druga, naj se nas obiščejo, naj testirajo, naj dobijo užitek in naj bo to njihov drugi dom. To je to, slišali ste ga, vse o Camp Parku Lijak boste znajdli v mojem opisu, komentarju na YouTubu. Napišite dol vaše komentarje, pohvale, predloge in bomo upoštevali, ne? To je to. Skupaj na zdravje. Skupaj na zdravje, tako. Ustav se, takoj zdaj pri tej priči, ustavi se. Ti, a se zavedaš, da ti to progo furaš specialko? Ja, Kako je šlo? dobro. Kaj ti je najboljš na progi? Uni prelaz čez most, A ga prešprintaš kar Roglič ali kar Pogačar? Pogačar. Pogačar je boljši? Ja, Energija ni nikoli preveč. Kateri je tvoj najljubši okus? Moj najboljši okus je jogurt, samo žal danes ga ni tukaj. A je to tvoj jogurt? Ne, to ni moj jogurt. To je gospoda. Take rabimo, petkico. In ko bomo velika, bomo naredila salto. Je tako, kot ja. Mata to, salta vama ne uide. Zdaj moram pa jaz sam za kamero. Ti salto ti pa nazaj. Jaz sem naredil salto nazaj. Jaz sem naredil salto 360. 360 bom pa letos. In z menoj vsem dobro poznani Jan Perše, direktor podjetja Bad Crew d.o.o. in v bistvu idejni glavni krt pri izvedbi tega projekta. Bil sem tle glavni krt, kar se tiče ideje pa vsega tega. Projekt je zrisal kolega David. Že dolgo se nam je prodajala ideja, da naredimo most pa tunel, ker je to neka taka stvar, ki lahko naredimo res pump-track, ker nista dve simetrične linije, ampak se mi skrižaš in v bistvu narediš dva različna pump-tracka, kar pomeni, da tudi, ko se tekmuje, imaš več različnih opcij za furati. Kaj je bilo najbolj challenging, kaj je bilo najtežje pri tem projektu? Postaviti most pa tunel, tako da vse štima. Kot kreator mnogih kolesarskih poligonov mi povej, ko pogledaš tole ravnino klela, vidiš še kaj, da bi se dal postaviti? Ja, vse smo že pripravili druge načrte, sam bomo videli. Zelo dobro, mreži, Jan mreži naprej. Jan, hvala za tvoj čas. Enako. Drage dame in gospodje, približujemo se zaključku današnje epizode. Kaj ni rečem drugega, kot da mi je kot strastnemu mountainbikerju kaj tacga, zelo pri srcu. Moram reči, da rad vidim, da se ta zadeva razvija. Tudi sam takle projekt vidim kot nadgradnjo obstoječih pump-trackov in tudi za dirkanje. Drage dame in gospodje, to bo lahko tok napeto, ker se bo direkt videl. Tle je zelo fair vse, zelo fair. Saj štoparca načeloma ne laže, ampak tle bo pa še borba, kot pravi gladiatorji. Vse na enem mestu, tako da predstavljate si množice, gruče ljudi okrog in sam navijanje pod reflektorji. Tako da to je prihodnost, jaz upam, da se jo še kdo lotil tacga projekta, pa po možnosti, da bi se kaj tacga asfaltiralo, bo pa še boljš. Vsaj iz vidika vzdrževanja, po moje. Glavnem, to je bilo za danes vse. Lajkite, šerite, napišite v komentar, kva vi mislite o tem projektu, pa se vidimo v naslednji epizodi ali pa nekje v hostja, ne? Sayonara!